Je kdo pomislil, kaj bi Slovenija lahko naredila z denarjem od nezakonite trgovine z orožjem v začetku 90-ih, če bi ta seveda šel v državno blagajno? Ampak pustimo ugibanja in pobožne želje, kako bi bilo v Sloveniji, če bi vrh orožarske mafije z Janšo na čelu obsodili že takrat. Prav orožarski tajkuni so se z nezakonitimi posli v imenu države prvi polastili skupnega premoženja. Našli so se tudi takšni, ki so sledili ukazom, a nič videli, nič vedeli. Pa nekateri visoki politiki z izjavami pustimo Janšo, češ se bo že vnesel, ko bo dobil, kar hoče. In tu smo še posamezniki, ki smo odkrivali umazane orožarske rabote, se zgražali ob količinah orožja, ki je bilo prodano in preprodano na balkanska bojišča, pa ob 100-milijonskih vsotah deviz, ki so preprosto izpuhtele. Dokaz, da ne govorim na pamet, je 12.000 dokumentov o trgovini z orožjem, ki sem jih sistematično preučeval in o tem napisal več knjig. Nekaj poudarkov sem strnil v prispevku za posebno številko Mladine, v katerem sem opozoril tudi na afero Depala vas s pomenljivimi nauki za današnjo rabo.